Festival vina, kulinarike in umetnosti, ki so ga organizatorji poimenovali Okusi Posavja, poteka že od leta 2017. Sprva enodnevni dogodek v starem mestnem jedru Krškega je lani prerasel v tedenskega, letos pa bo trajal ves september. Na otvoritvenem dogodku so pripravili konferenco z mednarodno udeležbo. Priznani gosti so predstavili dobre prakse iz svojih držav in izpostavili pomen povezovanja. Direktorica portala gastronaut.hr Karin Mimica je izpostavila, da Posavje obiskujejo predvsem gosti iz Zagreba in okolice, a bi lahko privabili tudi goste iz ostalih predelov Hrvaške. Gosti iz drugih predjela Hrvatske će vrlo rado doći u Posavje. Dobro, ove godine nam je malo nesretna godina oko situacija na granicama, ali sezona je pri kraju i u Dalmaciji i u Istri i na Kvarneru. Posavje je zanje privlačno tako zaradi bližine kot pestre ponudbe. Od vrhunskih vina preko brendova koje ste uspjeli stvoriti od Krškopoljca, od Rajkebuške čokolade, od Kopuna pa do bajkovitog predjela punog dvoraca i sportskih aktivnosti. Ko pa govorimo o Avstriji, regija Posavje šele išče svoje mesto na tamkajšnjem turističnem zemljevidu. Posavje ima veliko stvari, ki bi jih treba, da se ogleda. To bomo mi poskusili seveda pri tem tudi pomagati z našim festivalom, ko se bo Posavje tudi kot regija predstavila. Imamo možnost, da bomo vabili naše Avstrijce oziroma Korošce tudi sem v Posavje. Navduši jih tako kulinarika, navdušijo jih gradovi in povezana zgodovinska dejstva, se pravi muzeji. In navduši tudi naša zelena dežela, kajti imamo tudi zelo zanimive tematske poti, kolesarske poti, vodne športe in mislim, da je to zelo perspektivna destinacija in seveda iz tega vidika, da smo blizu Zagreba. Edino malo imamo sedaj težav, kajti meje so zaprte in upamo, da se to čim prej uredi. Na dogodku so predstavili tudi novo brošuro, na katero so na Centru za podjetništvo in turizem Krško čakali kar 10 let. V njej so zbrani posavski ponudniki, tako gostinci, pridelovalci in vinarji. Avtor besedil Jože Rozman je ob tem izpostavil, da se Posavje zlahka bolj samozavestno kot prej postavlja ob bok bolj znanim in prestižnim slovenskim enogastronomskim destinacijam, kot so denimo Brda, Vipavska dolina in Štajerska. Ta ponudba, ta vse bolj kakovostna in široka ponudba je seveda v prid ne samo določeni regiji, kajti konkurenca seveda izboljšuje prizadevanja in to vodi k uspehu. Pa seveda tudi sodelovanje, ki ga opažam med gostinci in vinarji tu v Posavju. Gre za zelo plodno, vzajemno, neljubosumno sodelovanje in samo želim si in upam, da bo tako tudi ostalo v prihodnje, oziroma da bo tega še več. Rezultati vsekakor so, to ni tek na kratke proge. Če kdo misli, da bo imel kar čez en mesec, dva polno gostilne ljudi, zadeve nažalost pri nas ne tečejo tako. To je čist drugi pristop, to je pristop na dolgi rok in vesel sem, da nas prepoznavajo v ostalih regijah, spoštujejo naše delo. Mi smo skupaj, se trudimo in smo ponosni, da smo lahko del te ekipe in te zgodbe. V mesecu Okusov Posavja pripravljajo še kar nekaj zanimivih dogodkov. Med drugim 2 kulinarična vrhunska dogodka, to bo v gostilni Debeluh v Brežicah 9. septembra in v gostilni Repovž 23. septembra. Poleg tega organizirajo še 2 vinski turi in večer penin.